Lepo pozdravljeni v oddaji Smo dobri gospodari, prvi po poletnem premoru. V metliški delniški družbi Kolpa so obeležili 35-letnico obstoja njihovega podjetja, ki je prvo leto zaposlovalo le 14 delavcev. Danes pa jih je v celotni skupini približno 560, od tega 380 v Sloveniji. V Kolpi upajo, da bo letošnje leto nova prelomnica v njihovem poslovanju, ki bo vnovič pomenila rast podjetja. Podjetje Kolpa so ustanovili v sklopu Straškega Novolesa z namenom, da bi poleg lesa predelovali tudi plastične mase. Proizvodnja je stekla v Rosalnicah pri Metliki, kjer je še vedno sedež podjetja, ki pa danes posluje v 7 državah in proizvode prodaja na 37 trgih po svetu. Njihovo 35-letno zgodovino je seveda zaznamovalo več razvojnih in naložbenih dejavnosti. Da smo naredili prvo masažno kat v bivši Jugoslaviji, s tem, da smo bili pa mislim, da 3., 4. proizvajalci v Evropi masažnih kadi, tako da smo bili kar, bom rekel, pionirji na teh zadevah. Razvijali smo potem nove tuš kabine, šli smo v razvoj kemije, prišli smo do programa Kolpa Care, če se ga spomnimo, kuhinjski pomivalniki, katere še danes delamo, vendar ne pod našo blagovno znamko. Prišli smo do programa Kerok, razvojno in tako naprej. Se pravi, to so te glavne razvojne aktivnosti. Glavni razvojni cikel pa je iztekel od leta 1996 naprej, ko je Kolpa doživela največji razvojni razmah in širitev prodaje po svetu. Leta 2008, ko so praznovali 30-letnico podjetja in v Metliki odprli nov sodoben razstavno-prodajni salon, pred katerim so pripravili slovesnost ob letošnjem jubileju, pa jim je gospodarska kriza podrla vse zastavljene vizije. In normalno smo se temu začeli hitro prilagajati in smo vse te sanacijske programe smo pripravili že do konca meseca novembra, tako da smo s prvim v 2009 pričeli z zategovanjem pasu, z zmanjševanjem vseh možnih porab in tako naprej in tako naprej. In ta hiter ukrep, katerega smo naredili, je tudi eden od teh, bom rekel, uspehov, da smo v vseh teh letih krize oziroma smo krizo preživeli in nismo beležili rdečih številk. Iskali so nove trge, nove kupce, bili navzoči na vseh pomembnejših sejmih v Evropi in Rusiji, kjer že beležijo 20% rast prodaje in zelo veliko vlagali v razvoj. O tem nenazadnje pričajo številne nagrade doma in po svetu in 15 patentov na področju kemije. Če hočeš držati svojo blagovno znamko, svoj imidž v svetu, sprav moraš tudi veliko vlagati v razvoj. In to se nam je tudi v teh zadnjih letih krize tudi nekako to obrestovalo. Razvoj podjetja sicer še vedno gradijo na kopalniški opremi, a v zadnjih letih, ko so zabeležili 30% padec prodaje v Sloveniji in na trgih nekdanje Jugoslavije, veliko več pozornosti namenjajo razvoju izdelkov iz kemijskih proizvodov, saj na tem področju vidijo večjo dodano vrednost. Mi imamo razvite Kerok plošče, ki imajo vsestransko uporabo, se pravi, da samo v kuhinjah. Mi smo razvili zdaj nova laboratorijska pohištva, v katerih je Kerok sam kot tak prisoten. Potem imamo zelo dobro razvite čiste prostore, se pravi operacijske sobe, s katerimi zdaj že kar se da uspešno nastopamo na tujih trgih. Doma imamo še malo problemov z našo zakonodajo in pa z razpisi, ki so nemogoči, kar se na tem področju tiče. No, v nadaljevanju se ukvarjamo tudi z fasadam in mislim, da smo za svojo, bom rekel, 35-letnico naredili en lep objekt fasado, to je zavarovalnica Telija v Novem mestu. V prvi polovici letošnjega leta so v skupini Kolpa zabeležili rast prodaje in posledično za 5% povečali število zaposlenih, tudi v Metliki. Glede na zdajšnje rezultate bo tudi Kolpa v letu 2013 poslovala normalno, mislim pozitivno, zdaj kakšen bo izplen bomo videli, s tem, da pa trenutno delamo v prvih 7 mesecih 13% več kot lansko leto. Se pravi, da trend rasti je v letošnjem letu navzgor, zdaj bomo videli, kaj bo prinesla še jesen. Kot je dejal na slovesnosti ob 35-letnici podjetja, Kulovec upa, da bo letošnje leto nova prelomnica v njihovem poslovanju, ki bo novič pomenila rast podjetja. K sreči imamo v Sloveniji kar veliko takih podjetij,
ki seveda imajo vsa krizo, vendar v krizi so najbolj aktivna, inovativna, ambiciozna na tujih trgih. In to je na kratko povedano recept, kako iz te krize lahko tudi Slovenija z ambicijo, z znanjem in predvsem z medsebojnim zaupanjem med vodstvom, zaposlenimi in nazadnje tudi lastniki. Ob jubileju jim je čestital tudi minister za gospodarstvo Stanko Stepišnik. Podjetje gre z razvojem naprej, ima kadrovsko sposobnost, ima razvojno-raziskovalno sposobnost in tisto, kar me veseli, ima trg. Res se je trg nekoliko skrčil v Sloveniji, v Evropi se je začelo gradbeništvo zopet dvigovati nazaj v pozitivno smer in tudi v Sloveniji zaznati v teh zadnjih 3 mesecih, predvsem v gradbeništvo kar 10% gospodarsko rast. To je mnogo več od povprečja v Evropi, res je, da je bilo precej nizko potem in jaz mislim, sem prepričan in želim, da bo podjetje imelo še veliko dela v Sloveniji in da se bo ta stanovanjska gradnja intenzivneje nadaljevala. Ker se v Kolpi zavedajo, da večje prodaje sanitarne opreme ne morejo pričakovati, dokler ne bo napredovalo gradbeništvo, vidijo svojo priložnost na področju kemije, predvsem medicine. Tukaj vidimo mi z našimi proizvodi, ki so primerni za to zadevo, vidimo neko novo tržno nišo, katero bomo v naslednjih letih samo še poglabljali in razvijali. Vendar ne bodo zanemarili razvoja kopalniške opreme, ki je še vedno njihov paradni konj. Osnovna vizija je ostati med največjimi proizvajalci sanitarne opreme v Evropi, posebej v kopalnih kadeh, katerim smo zdaj že v tem trenutku med prvimi 5 največjimi v Evropi. Sicer pa Kolovec poudarja, da sta le razvoj in izvoz recept za rast podjetja in izhod iz krize. Vsaka država, recimo, katera ima posebno pa še Slovenija, ki ima majhen domači trg, firme smo pa v bistvu predimenzionirane za ta trg, moramo staviti na izvoz. Samo razvoj in pa izvoz bo potegnil Slovenijo iz recesije, vse ostalo pozabno. Dodaja prvi mož Kolpe, ki jo uspešno vodi že 17 let. V nemškem Düsseldorfu se je ravnokar končal najpomembnejši evropski sejem prikolic in avtodomov v Evropi. Tam se že vrsto let uspešno predstavlja tudi novomeška Adria Mobil, vse pomembnejši igralec na evropskem trgu. O vtisih sejma pa v naslednjem prispevku. Z najnovejšim Adrijinim avtodomom Coral Plus se je na dolgo pot podala tudi naša ekipa, ki se je na lastne oči prepričala o zanimanju številnih obiskovalcev sejma za nove modele prikolic in avtodomov. Prvič sem tukaj, prihodnje leto želimo kupiti novo prikolico in to je prava priložnost, da si ogledamo nove modele. Potrebujem majhno prikolico za 2, tako da gledam cene. Če ne veš, kaj si želiš, moraš priti sem in si ogledati avtodome in prikolice, da dobiš dobro oceno o tem, kaj se splača kupiti. Cena ni odločilen dejavnik, čeprav ne sme biti previsoka. Avtodom mora biti lep in udoben in tak, da ga bo lahko vozila tudi moja žena. Če je prevelik, ga ne moreš voziti. Sem smo prišli, ker v moji državi ni prikolic in zanimivo je vedeti, kakšna je notranjost prikolice in kakšne so njihove cene. Če bi jih lahko pripeljali v mojo državo, v Angolo, bi bila to zelo dobra zamisel. Povprečna obiskanost salona v zadnjih 10 letih je bila 165.000 obiskovalcev in kot smo že omenili, je zelo veliko zanimanja za naša vozila v Nemčiji, tako da lahko morda pridemo do novega rekorda 175-180.000 obiskovalcev v prihodnjih 10 dneh. Čeprav je čutiti določen upad prodaje prikolic v zadnjih nekaj letih, se Adrijin tržni delež še vedno dviguje. Adria ves čas tudi v času krize išče nove priložnosti in gleda tako na težave kot na dogajanje v okolju z optimizmom. Namreč zavedamo se, da je moč v naših rokah in da je okolje naravno danost, ki ga lahko
samo s svojim znanjem, izkušnjami, motivacijo in trdim delom seveda izkoristimo in to v Adrii počnemo, smo počeli v preteklosti, v obdobju krize in verjamem, da nekako smo prešli iz negotovosti v neko, ali pa da prehajamo, bolje rečeno, iz negotovosti v neko obdobje stabilnosti. Z setom, dveh aktivnosti, eno je zagotavljanje konkurenčnosti, se pravi na stroškovni učinkovitosti, tukaj posvečamo zelo veliko skrbi, ampak to ni bistveno. Bistveno je, ves čas zaganjati programe za rast, za dvig prepoznavnosti pa atraktivnosti blagovne znamke, pravilne produktne politike in predvsem proaktivnega dela na trgu, se pravi tako na strani trženja, kot predvsem v delu z distribucijskimi partnerji in trgovci. Sejem Karavan Salon je tudi edinstvena priložnost, da podjetje predstavi novosti za prihajajoče leto. Za Adrijo imamo neko dolgoročno strategijo, kar se tiče našega nastopanja na trgu, politike umeščanja blagovne znamke na trg in na koncu tudi produktne politike in produktnega razvoja. Dve ključni novosti letos sta nov Coral in nov Altea, to sta hkrati tudi za nas dva zelo pomembna produktna segmenta. In tukaj smo kar veliko časa, konceptualno stvar razvijala in jo razvijali res v zadnji detajl, tako da mislim, da imamo res dva produkta, ki nagovarjata nekoliko mlajšo generacijo ljudi ali pa bosta všečna ljudem, ki želijo videti res nove stvari. Tako da gledamo zelo pozitivno tudi skozi perspektivo teh dveh produktov v prihodnosti in ta dva produkta nam bosta prinesla lepo rast v naslednjih mesecih. Po dveh prvih mestih v letih 2011 in 2012 je Adria letos osvojila 3. mesto pri izboru za nagrado König Kunde, kar je potrdilo za nadaljnje uspešno delo v podjetju. Vsekakor nagrade so zelo koristne, so potrebne in pripomorejo k večji prepoznavnosti blagovne znamke. Je pa seveda nagrada samo en delček ali en kamenček v mozaiku uspeha in če seveda narediš v procesu delovanja maksimalno, si prizadevaš narediti vse maksimalno dobro ali bolje odlično, potem pridejo tudi nagrade in v tem kontekstu so nagrade prijetna potrditev za pravo delo in seveda tudi dobra motivacija za še boljše vnaprej. Zelo uspešna pa je tudi Adrijina blagovna znamka Sun Living, ki je zaživela pred nekaj leti. Program Sun Living je nastal v bistvu kot odgovor na nekatera gibanja na trgu, ki so nakazovala smer, da so vse bolj priljubljeni in iskani seveda tudi nizkocenovni oziroma vstopni modeli v svet karavaninga in avtodomov. V Adrii smo se na to seveda hitro odzvali in tako je bila razvita linija Sun Living, ki se danes pravzaprav predstavlja zelo celovito v zelo velikem obsegu. Tukaj imamo razstavljene vse pravzaprav modelne variante, od crossover, tako imenovane izvedbe, ki je nekako najmlajši, najnovejši in tudi najbolj atraktiven produkt na trgu, do alkovnov in polintegriranih vozil, pa tudi vani dopolnjujejo pravzaprav program Sun Livinga, ki je danes, denimo tukaj na nemškem trgu, zelo celovito zastopan in zelo dobro sprejet. Adria Mobil je bila ena od 120 proizvajalcev prikolic in avtodomov, ki se je predstavila na sejmu v Düsseldorfu in sicer s 44 svojimi izdelki. Na Fakulteti za informacijske študije, prvi ustanovljeni v Novem mestu in prvi javni fakulteti zunaj okvira katere od slovenskih univerz, obeležujejo 5-letnico obstoja. Tako so na slavnostni akademiji ob jubileju predstavili svoj največji projekt, kreativno jedro simulacije, s katerim želijo med drugim spodbuditi razvoj znanstvenih raziskav. Gre za najpomembnejši projekt mlade fakultete. Znotraj projekta bodo s pomočjo simulacij na superračunalniku iskali rešitve za dejanske težave z področja poslovnih procesov, logistike, avtomatskega prepoznavanja dokumentov in bioloških mrež. V tem projektu bomo reševali nekaj teoretičnih, veliko pa tudi praktičnih problemov, ki jih imajo mnogi subjekti v poslovnem okolju. Recimo, učinkovita simulacija poslovnih procesov je izziv skoraj vsakega poslovnega subjekta. Obvladovanje velikih količin elektronskih dokumentov je prav tako velik izziv skoraj vseh subjektov. Enako je tudi optimizacija logističnih procesov, proizvodnih procesov je izziv.
Znotraj projekta bodo razvili algoritme in modele, ki bodo v povezavi z novo programsko opremo sposobni simulirati rešitve na omenjenih področjih. Hkrati pa je za nas pomembno tudi zato, ker je projekt interdisciplinaren, kar pomeni, da v bistvu povezujemo ta most med družboslovjem in naravoslovjem, ki ga nekako tradicionalno v slovenskih univerzah ni dovolj dobro zaznati. Nekako se delimo na tabore ali se delijo na tabore. Pri nas tudi skozi te 4 podprojekte v bistvu ta most zelo dobro povezujemo med sabo. Imamo v bistvu en podprojekt, ki je družboslovne narave, en podprojekt, ki je izključno naravoslovne narave, in imamo 2 v bistvu povezovalna podprojekta oziroma interdisciplinarna podprojekta. Je pa res, da v bistvu raziskovalci, ki delajo na teh 4 podprojektih, med seboj tudi sodelujejo. S simulacijami bodo lahko ocenili, kakšne bodo dejanske posledice novih rešitev, ki bi jih lahko uvedli v poslovnem okolju. S tem bodo omogočili večjo časovno in stroškovno učinkovitost poslovanja, transporta in iskanja dokumentov. Projekt poteka med januarjem 2013 in junijem 2015. Trenutno na projektu Kreativna jedro simulacije sodeluje nekje 10 raziskovalcev. Pričakujemo pa, da se nam bo pridružili vsaj še 4 raziskovalci, zelo verjetno tudi iz tujine. Sredstva za projekt so prejeli iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Celotni projekt je težak skoraj 1 milijon evrov, 999 tisoč in še nekaj, in od tega je skoraj 2/3 denarja namenjenega opremi, programski in tej hardverski opremi, ostali dele pa za spremljajoče gradiva in za plače. Projekt sestavljajo 4 med seboj povezani podprojekti, in sicer simulacija tehnoloških mrež po vzoru bioloških mrež, kategorizacija in simulacija dokumentnih tokov, simulacija poslovnih procesov ter simulacija v logistiki, proizvodnih sistemih in sistemih strežbe. Jaz sem vodja podprojekta modeliranje in simulacije v proizvodnih sistemih, logistiki in sistemih strežbe. In v okviru tega podprojekta imamo 2 fokusa. Eden je popularizacija metod modeliranja in simulacije, kar bomo dosegli skozi razvojem spletnega orodja, ki bo omogočal intuitivno, vizualno gradnjo modelov in izvajanje simulacij. Na ta način želimo že v srednjih šolah in osnovnih šolah mlade seznaniti z metodami, ki obstajajo za modeliranje. Pomen podprojekta pa je hkrati v izvedbi projektov modeliranja in simulacije za potrebe regionalnih in nacionalnih ustanov, vključno z gospodarstvom. V Novem mestu in okolici nastaja približno 40% dodane vrednosti v Sloveniji. Tukaj je še vedno tudi precej priložnosti za optimizacijo, spravi izboljšanje obstoječih procesov, bodisi v medobratni logistiki, bodisi v proizvodnji, bodisi v nudenju storitev, in tukaj se želimo vklopiti, omogočiti podjetjem dostop do sodobnih orodij in znanja, ki bi potem posledično omogočilo izboljšanje oziroma dvig konkurenčnosti. Avtor podprojekta simulacija tehnoloških mrež po vzoru bioloških mrež pa je raziskovalec Zoran Levnajič. V bistvu v tem projektu nekako poskušujemo analizirati biološke sisteme, kot so recimo interakcije genov, nevronov, tako naprej, in v bistvu pogledati malce, kakšne lastnosti teh sistema prispevajo k temu, da so biološki sistemi zelo bolj optimizirani in zelo bolj efikasno urejeni kot tehnološki sistemi oziroma človeški sistemi. In ideja je predvsem v tem, da bi enkrat, ko ugotovimo te lastnosti, da v bistvu poskušamo videti, če se le da implementirati enega od njih v sodobne tehnološke sisteme, ki nam omogočajo bolj komfortno življenje. Bistvo podprojekta simulacije poslovnih procesov je nekako analizirati in potem predstaviti neke predloge, da bi bili projekti informatizacije poslovnih procesov in pa simulacije poslovnih procesov dejansko v gospodarski sferi uspešni. Pri podprojektu kategorizacija in simulacija dokumentnih tokov se ukvarjamo z zelo realnim, pogostim problemom, kako obvladovati dokumentne tokove, kako jih pravilno klasificirati, kategorizirati, da potem lahko te dokumente učinkovito uporabljamo v nadaljnjem procesu.
V sklopu projekta se je fakulteta povezala tudi z regijskim gospodarstvom, saj želi, da se novo znanje uporablja ter tako pospešuje napredek regije. Bo predvsem odvisno od rezultatov. Upamo, da bomo seveda odkrili nekaj, kar mogoče bo, če nič drugega, naredilo bolj podrobno analizo trenutnih tehnoloških, naprimer sistemov, kot so avtoceste, železniško omrežje mobilnih telefonov, mogoče različna tudi socialna omrežja. Torej upamo, da bomo ugotovili, kako spremeniti moderne tehnološke, torej v kateri smeri bi bilo najbolj, da razvijamo naprimer eno omrežje avtocest, da bi ono čim boljšo uslugo dalo občanom. S projektom želijo predvsem spodbuditi razvoj znanstvenih raziskav na Dolenjskem in širše. In pa seveda tudi potem podaljšati te znanstvene raziskave oziroma prikazati aplikativno vrednost znanstvenih raziskav in povezavo z gospodarsko sfero oziroma najprej z lokalnim gospodarstvom, ki je tle okoli nas, in pa potem tudi širše, jugovzhodno področje Evrope. Ker želijo svojim študentom zagotoviti sodobne študijske programe, pa so prijavili tudi projekt Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, s pomočjo katerega bodo študentom omogočili kakovostnejši študij. Tako bomo v sistemu, znotraj projekta bomo v bistvu razvili, nadgradili sistem kakovosti, ki ga trenutno imamo. Omogočili bomo nove izbirne vsebine za študente, predvsem z naravoslovnih področij. In pa izvedeli bomo mednarodno evalvacijo naših 4 študijskih programov. To mednarodno evalvacijo bo izvedla neodvisna zveza Evropskih univerz iz Švice. Potem računamo informatiziranost fakultete dvigniti na višji nivo, se pravi razviti celovit informacijski sistem, ker zdaj imamo zgolj delne informacijske sisteme. Projekt Razvoj sistema kakovosti na FIŠ naj bi po prvotnem načrtu potekal od oktobra 2012 do junija 2015 in je vreden dobrih 243 tisoč evrov. Sofinancirata ga Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sicer pa so na slavnostni akademiji v Dolenjskem muzeju orisali pot fakultete, ustanovljene 24. junija 2008. V teh 5 letih je zrasla približno začetnih 70 študentov na 250 študentov, med katerimi je tudi 5 doktorskih študentov in začetnih 7 zaposlenih na približno 25 zaposlenih, oziroma ob koncu leta 2013 jih imamo v kadrovskem načrtu 28 zaposlenih. Izvaja 2 študijska programa prve stopnje Informatika v sodobni družbi, študijski program druge stopnje Informatika v sodobni družbi in študijski program tretje stopnje Informacijska družba, v katere je v študijskem letu 2012-2013 upisanih približno 250 študentov. Zdaj je bilo diplomantov približno 40, od tega približno pol dodiplomskih, pol podiplomskih. In po naših informacijah ni opaznih problemov glede zaposlitve med njimi. Torej imamo dokaj nizko prehodnost študentov, študij je vendarle zahtevna, pa kdor pa pride čez študij, pa je navadno tudi dovolj kompetenten za enostavno pridobitev zaposlitve. Na akademiji je projektu med drugimi zaželel uspešnega zagona vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za znanost Urban Krajcar. Sem si izpisal nekatere cilje, ki jih zasledujete, ki so mogoče izven okvirjev, zato bo tudi ministrstvo zelo budno delalo na tem projektom in mi verjamemo, da boste leta 2015, ko ste rekli, da se projekt končuje, ne bom rekel samo zadostni, ampak da bo jedro ne samo zaživelo, ampak živelo tudi samostojno. Zanimanje za sodelovanje s fakulteto pa so že izrazili v novomeški družbi Mikrografija in enem izmed ljubljanskih podjetij. V šolskem centru Novo mesto so to poletje pospešeno izvajali izjemno pomembni naložbi, s katerima bodo privarčevali na energiji in pridobili nove prostore. Gre za energetsko obnovo vseh pripadajočih stavb in urejanje prizidka višje strokovne šole. Energetsko sanacijo so začeli že pred 2 letoma. Po podaljšanju pogodbe naj bi projekt, vreden 2,8 milijona evrov, končali prihodnje leto. V tem sklopu bodo energetsko obnovili vse stavbe in celoten sistem ogrevanja, prezračevanja in električne razsvetljave. In podobnih ukrepov, s katerim predvidimo, da bomo potrebo po energetskih virih zmanjšali za od 35 do 40%.
V zadnji fazi naložbe pa prehajajo na obnovljive vire, ogrevanje na biomaso. V prvem letu projekta so zamenjali streho na športni dvorani Levna Štuklja. In narejena energetska prenova, prezračevanje in ogrevanja športne dvorane. Zamenjena so bila vsa okna in vsa zunanja vrata. Letos so zamenjali vse luči z varčnejšimi sijalkami, prav tako zunanjo razsvetljavo. Poleti pa so pospešeno izvajali toplotni ovoj vseh stavb, ki so dobile novo fasado. Gre za eno največjih naložb po 30-letni zgodovini šolskega centra. Evropa financira zadevo v višini 90% stroškov brez DVD-ja, 10% tega prispeva javni zavod, šolski center. Zgodba s prizidkom višje strokovne šole pa se vleče že 6 let, saj je zanj vselej zmanjkovalo denarja. Zato so ga morali graditi fazno, poudarja direktor centra Štefan David. Januarja smo uredili pritličje za potrebe kozmetike višje šole, sedaj pa čez poletje vrednost 1 milijon evrov, prvo in drugo nadstropje, pričakujemo pa v naslednjem letu, da bi še tretje nadstropje in podstrešje uredili. Tako bi stavba polno zaživela. V njej bodo imeli prostore predvsem višja šola, pa tudi tehniška gimnazija ter zdravstvena in kemijska šola. Vrednost prizidka je med 6 in 6,5 milijonov evrov. Od tega bo približno 2/3 ministrstvo, ostali del pa šolski center. Novo šolsko leto pa je na novomeškem šolskem centru prineslo še eno dobrodošlo spremembo. Glede na to, da je skoraj 80% njihovih dijakov vozačev, je najpomembnejša novost nedvomno ukinitev popoldanskega pouka. Vse napore smo skupaj z našim ministrstvom in z lastnimi sredstvi namenili temu, da v prizidku prvega traka naše šole smo čez poletje uredili prvo in drugo nadstropje, s tem smo pridobili dodatnih 12 učilnic. S tem so po skoraj desetletju prešli na enoizmenski pouk za dijake. Po Davidovih besedah so sicer splošno gledano zadovoljni z opisnimi številkami. Tako je zelo dober vpis v programih zdravstva, kemije, farmacije, kozmetike, pa tudi na tehniški gimnaziji in za poklice strojni tehnik, elektronik in avtoserviser. Bistveno slabše pa je vpis v področje gradbeništva in lesarstva. Tako da po generalnem obsegu števila dijakov ostajamo približno enako kot preteklo šolsko leto, to je 2980 dijakov. Dober je tudi vpis v redne višje šolske študijske programe, dodaja David, medtem ko vpis v izredni študij še sledi. Tako pričakujejo približno 1000 študentov višje šole in 1500 udeležencev izobraževanja odraslih. Z dosežki novomeškega šolskega centra pa tudi končujemo 1. septembrsko oddajo z gospodarskimi vsebinami. Vabljeni v našo družbo vnovič čez teden dni, ko bomo med drugim predstavili novo Dolenjsko-Posavsko gazelo. Dotlej pa nasvidenje.